Tipson me je probal oropati. Pozdravljam zdaj na mojem kanalu. Pred kratkim sem dobil novi telefon, stari telefon sem podaril mami, mama pa je svojega starega hotela prodati. In jaz sem se odločil, da ga bom začel prodajati na Facebook Marketplaceu. Jaz telefon lepo poslikam, vse spodaj napišem in ga objavim gor na Facebook Marketplace, da ga prodajam. Nekaj dni kasneje že dobim prvo sporočilo od Nine Lazar, če je telefon še vedno na voljo. Jaz seveda odgovorim z da. Prva stvar, ki mi je bila čudna, ženska se čisto nič ni pogajala za ceno, ampak sem mislil, dobro, kaj zdaj? Druga stvar, nič je bistvo ni v telefonu zanimalo, je ziher vse dela, zakaj ga prodajate, ampak sem mislil, tudi ni panike. Pa Nina mi je pisala v moškem spolu, ampak to mi nič ni čudno dan danes, to je tako moderno. In pol je Nina oziroma Nino hitro prišel k stvari in mi napisal, v redu, kupim, vendar bi vam rad poslal denar v gotovini, v kuverti, preko kurirske službe DHL, in ko bo denar prejet, bo DHL na moje stroške prišel po paket iz vašega doma. Ni nobenega problema, jaz sem takoj za, ko vidim 230 € v mojih rokah, ti pošljem zadevico oziroma telefon. Nino je bil kar konkreten in mi je on določil uro, kdaj bo kurir prišel, rekel je približno ob 5 in da mi pač izroči denar, jaz pa njemu dam telefon. Valjda, meni to ustreza, gremo, naj pride. Nino me je tudi prosil za moje podatke, kot so ime, priimek, kje živim, moj e-mail, koliko bom dobil denarja, bla bla bla, vse to, jaz pa valjda vse to napišem, pol pa se nadaljevalo. Par minut kasneje pa dobim mail od kao DHL-a, da jutri ob 17:00 pride kurir in da pride prevzeti paket, jaz pa bom od njega prevzel 280 €. Malo mi je bilo čudno, ker mi smo bila zmenjena za 230, ampak 50 € več v mojem žepu, ni lepšega. In jaz sem se dalje igral z njim. In ko sem prišel nazaj na Facebook Marketplace, sem pol komaj izvedel, zakaj mi on hoče dati, oziroma ona, 50 € več. Napisal je, da moram DHL-u plačati 50 € zavarovalnine in da bom to itak dobil drugi dan nazaj, teh 50 €. Me pa je tudi poslal na moj mail, kjer sem od DHL-a dobil link, kjer seveda se prijavim in plačam teh 50 €. Seveda ta link me nikamor do DHL-a ni poslal, kjer lahko jaz tam plačam. Poslal me je do neke aplikacije, kjer si pač pošiljaš denar iz države v državo. In tam se je vse skupaj ustavilo. Jaz sem mu napisal, da kartice nimam, ampak on je že naša rešitev. Rekel je, Jaka, iti lepo na pumpo, na bencinsko črpalko, kupiti PaySafe kartico, račun dobiš, pač se veste, kaj mislim, ampak njemu je to prevedlo kot PaySafe vozovnica. Jaz sem vedel, da njemu očitno Google Translate ne dovolj dobro dela, ampak pustimo zdaj to. Ampak jaz sem mu napisal, žal ne morem iti, ker ven je ful neurje, kar je tudi dejansko bilo, ampak Tipson je rekel, ne, ni neurja veni. Idi na bencinsko črpalko in mi je pritiskal, naj grem na bencinsko črpalko, tak je bil požrešen. Jaz sem za nalašč malo zavlačeval, on je bil vedno bolj živčen, mi je gušal. Pol pa mi je napisal, da je on za mene že založil 100 € in da moram nenudoma mu poslati 100 € nazaj. Če ne, me bo prijavil na Interpolu, to pa je mednarodna policija. Takrat pa priznam, da sem se malo pokakal. In istočasno na mail dobim fotko slovenskih policajev, kako gledajo noter v računalnik in me že preiskujejo, že gledajo, kaj kriminalec sem. On je trdil, da je DHL že predal denar, to je teh 330 €, ampak jaz sem hotel dokaz. In Tipson mi ga je poslal. Sicer na nivoju drugega razreda, kot da smo leta 2007, ampak glej, je pa poslal dokazilo. Zdaj pa je res legit. Tipson mi je dalje gušal, naj grem na PayPal, naj DHL-u plačam in kak me bo on, ne vem kak zajebo, da bom ne vem kakšne kazni plačeval. Ampak na koncu vse, kaj je dobil, je. In ko sem mu poslal to sliko, je bilo vsega konec. Jaz sem imel srečo, da sem že od začetka vedel, da je to neki skemer, ko mi hoče samo vzeti moj denar, ampak da ne boste mislili, da je tega malo, ali pa da nobenega ne naserejo oziroma okradejo. Tega je ogromno in morate se tega paziti. Tada vedno preverite vsako stvar, rajši bodite bolj pazljivi, kot pa da vam vzamejo 300, 400, 500, še več vam lahko vzamejo. Pač meni je bilo kul, da bi mi 10 € neki skemer vzel, tada res pazite. Šerajte ta video svoji mami, svojim staršom, sestri, babici, da ga vsi pogledajo, da vejo, kak dan danes skemajo. In to je en izmed milijon skemov. Že samo osnovna stvar, če vi nekaj prodajate,
ne rabite nič plačati. Vi za to prodajate, da vzamete denar in date izdelek. Ne pa, da vi plačate nekomu. Ampak ta skemer se je znajdel, ker skemerji niso tako glupi, kot ti misliš, da so. Skemer se je tako znajdel, da je to mojo sliko uporabil v njegovo dobro. Skemer je valjda začel dalje skemati drugi folk in ko so tisti pogruntali, da je on skemer, je ta skemer poslal njim fotko, kao fuck you, ne, te pa nič, odjebi, ne. In kaj je tisti folk mislil? Da sem jaz pol skemer, nedolžni jakec, ki se skriva v sobi cele dneve, da sem jaz pol tisti skemer. In valjda je pol tisti, ko je bil skoraj skeman, po ne vem kolikih Facebook straneh začel objavljati, pazite se, znani youtuber Jack in the Box je skemer, folk na serija, da morajo plačevati denar preko DHL-a, bla, bla, bla. In sem pol jasna, pogled, screenshot. Ampak ne vem, kaj je bilo s tem tipom ali žensko, ko je to objavila, zakaj bi skemer poslal svojo sliko nekomu? Pač, kje je to logika? Zakaj bi jaz nekomu hotel vzeti denar, ali pa da bi ropal, pa bi bil, jaz ropam. Vse, kaj sem hotel s tem videom prikazati, je mojo zgodbo za skemerom, hvala Bogu nisem nasedel. Sem vam pa tudi hotel pokazati oziroma vas naučiti, kako se lahko temu izognete, kako morate hudo paziti na vse te male podrobnosti, da res bodite varni na internetu, bodite varni, ko kaj kupujete ali pa prodajate, rajši bodite preveč ziher, ko pa da denar izgubite, ampak to je bilo vse današnje video. Če ste uživali v tem videu, ga lajkajte, šerajte ta video še naprej, prvemu pride do 1000 lajkov, šerajte ta video naprej še kolegom, vsem drugim, da bodo vsi varni, pa ne pozabite se tukaj subscribati, pa valjda, TikTok profil imam tudi, prvi link spodaj v opisu je moj TikTok profil, da vse to počekirajte. Rad vas imam, bodite safe.